z nami, tudi danes on sam prihaja na pot našega življenja. Pomenljivo je, da apostol Pavel, prej še Savel, doživi svoje srečanje z Gospodom na poti. Pavel namreč hodi po svoji poti, prepričan je sam vase in v svoj prav. Goreč je v izpolnjevanju svoje naloge, saj misli, da s tem izpolnjuje Božjo voljo. Vendar Bog, kateremu služi, ni živi Bog, ni Bog, s katerim bi lahko vstopil v odnos bližine in zaupnosti, ampak bolj izgovor za ohranjanje določenih privilegijev in položajev. Bog, na katerega se sklicujemo le takrat, ko nam ustreza in ko ga potrebujemo. Nato pa Pavla okrog poldne na tej poti v Damask obsije velika svetloba in zasliši glas iz neba. Ta dogodek ga preseneti, tako da pade na tla, saj poruši vse njegove dosedanje predstave in cilje. Hkrati pa njegov padec predstavlja tudi njegovo vero in pripravljenost na poslušanje, predstavlja Pavlovo ponižnost, da kljub vsej gorečnosti in prepričanosti vase da prostor presežnemu, saj le tako lahko sliši Božji glas, ki ga spodbudi k razmišljanju. Takrat se začne Pavlovo spreobrnenje, takrat se obrne sam vase in začenja razmišljati o svojem življenju, kaj pravzaprav počne, kaj je res pomembno in kaj ne. Slišali smo tudi, da je Pavla svetloba z neba oslepila, da se je znašel v temi, da se je tudi na zunaj pokazalo, da je bil v svojem življenju že prej na nek način slep za Boga. Vid se mu je vrnil šele takrat, ko je spoznal, kakšen je Bog in kaj pravzaprav on želi od njega. Takrat so se mu odprle oči, da je razumel, da je bilo vse tisto, za kar si je prej prizadeval, krasno nič, in da je bil slep za tisto najpomembnejše, da je bil slep za resnico, za oseben in pristen odnos s Bogom. In kaj nam danes govori ta dogodek srečanja Pavla z Bogom na poti v Damask? Najprej to, da tudi k nam na pot našega življenja prihaja Bog, da nas Bog išče, da želi spregovoriti z vsakim od nas. Tudi naše oči vere so lahko včasih slepe za resnico, tudi če smo prepričani, da delamo dobro, včasih po obilici informacij težko prepoznamo, kaj je res pomembno in kaj ne, ter se včasih raje ukvarjamo s malenkostmi, namesto da bi bili pozorni na to, kar je resnično pomembno. Zato je prav, da tudi mi sami pogosto pademo v svoji ponižnosti na tla, na kolena pred Bogom, saj takrat najlažje zaslišimo njegove besede. Takrat bomo tudi mogli odgovoriti na vprašanje, kakšni nameni nas pravzaprav vodijo v življenju. Bog namreč tudi nam želi podariti nov pogled, svoj pogled, da na prvo mesto postavimo njega samega in življenje po njegovem zgledu. Spreobrnenje je nikoli dokončana naloga. Vedno znova se je potrebno spraševati, ali z besedami, mislimi in dejanji res izpolnjujemo Božjo voljo. Ne bojmo se padcev, saj nam je takrat Bog še posebej blizu in je njegov glas takrat še močnejši. Predvsem pa ne pozabimo prositi za pomoč tudi vseh svetih v nebesi, ki so nam spodbuda, pomoč in tolažbo pri našem spreobrnenju, pri naši poti v nebesa. Zato se danes to romarsko sveto mašo skupaj obrnimo k našemu varnemu zavetniku, svetemu Pavlu,
prosimo, naj pri Bogu vedno prosi za nas.